Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert Tatjane Mihelj. Mlade oči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Svetloba pomladi, vsem dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Dame in gospodje, vaš gostitelj Jan Vehar. Dober večer in pozdravljeni na še enem od sedaj že poletnih radijskih koncertov Robinovih 30. 30. rojstni dan Radia Robin praznujemo, trajalo bo to praznovanje pravzaprav vse leto, preživeli pa ga bomo v duhu dobre glasbe, v družbi slovenskih glasbenikov, s katerimi smo vsa ta leta pisali glasbeno zgodovino. En lep pozdrav seveda vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste z nami preko radijskih frekvenc, mahamo pa tudi vsem tistim, ki nas spremljate preko informativnega spletnega portala za Goriško robin.si. Navsezadnje pa je prav res lepa dobrodošlica našim Robinovim poslušalcem, ki so se nam pridružili na današnjem koncertu v našem Robinovem koncertnem studiu. Dobrodošli in hvala, ker ste z nami. Seveda pa v studiu danes nismo sami. V naši družbi je domačinka, ki s svojim glasom navdušuje enako dolgo, kot vas s svojimi zgodbami navdušujemo na Radiu Robin. Od legendarnega novogoriškega ansambla, s katerim je potovala po celotnem svetu, do največjih slovenskih festivalskih odrov v naši družbi je Tatjana Mihelj. Dobrodošla. Hvala lepa. Živijo vsem skupaj. Tatjana, res smo veseli, da si danes z nami in naj te seveda najprej vprašam, kako si. Super sem. To je ta atmosfera,
tako za moje koncerte tudi v bodoče. Domače in, bomo rekli, zelo dnevno sobasto, če to sploh beseda ni, ne? Ampak občutek pa verjetno je tak, kaj ne? Točno tako. Za začetek smo slišali tvojo skladbo Mlade oči, ki ima pravzaprav svoj izvor v začetku 70-ih, takrat jo je prepevala Ditka Haberl. Besedilo tega Zimzelenčka je napisal Dušan Velkavrh, pa Jure Robežnik kot avtor glasbe. Bi lahko rekli, da si se glasbeno znala dodobra povezati z ero slovenske popevke? Ja, pravzaprav sem slovensko rasla, tako rekoč. Rasla sem ob teh pesmih, jih poslušala dnevno že kot otrok in nekako so mi zelo, zelo blizu. Tako bom rekla melodično, harmonsko, kot tudi besedilno. Namreč besedila so zelo globoka in ob takih pesmih se da izvrstno interpretacijo narediti. Se strinjam, absolutno. Krasna besedila segajo v to glasbeno bero, ampak glede na to, da si, kot si rekla, velik del svoje glasbene kariere namenila, bom rekel, glasbi inspirirani iz obdobja slovenske popevke, te moram vprašati, s katerim glasbenikom mogoče iz tistega časa bi si želela sodelovati? Lahko je to avtor, lahko je živ, lahko ni več živ, lahko je glasbenik. Vsekakor bi si želela sodelovati z Jožetom Privškom. Okay. To bi bila recimo moja ena velika želja. Meni je izvrsten res bil. Seveda. Kakšna posebna skladba, ki ti je posebej blizu njegova? Zlati prah imaš v očeh. Tole je prepevala Elda Viler, drugače v originalu. In pisal je res take pesmi, ko je pevec lahko res pokazal svoje vokalne sposobnosti. In seveda bomo na to temo rekli še več, bomo pa v tem stilu nadaljevali tudi v naslednjih minutah. Predstavila nam boš svojo skladbo Sivo mesto, še eno iz tistih zlatih časov slovenske popevke, oziroma vsaj tako inspirirano, gre za tvojo skladbo seveda, o kateri pa bova rekla nekaj tudi po samem nastopu. Tatjana Mihelj torej z nami v naši družbi in njeno Sivo mesto poslušamo. In še nekaj za vmes. Sive ceste, kot sive so strasti, prazna srca njih navdih, trudne glave s klobuki, a praznih oči, ki sanjajo uteho za manj. V sivem mestu so stene in sivo nebo, barvam duše vzele sijaj. V sivem mestu nikogar ni, ki verjel bi, da še kdaj se nasmeh zjutrom vrne nazaj. Sive misli, poljub tak brez strasti, je zaljubljencev dotik. Kdo sva mi dva, vrniva jim barve na obraze in na ustnice nasmeh. Večne slike pomladi, kar preko srca naj nihče ne ve, tišina je odšla. V sivem mestu so sanje že zdavnaj odšle, barvam duše so vzele sijaj. V sivem mestu nikogar ni, ki verjel bi, da še kdaj se nasmeh zjutrom vrne nazaj. V sivem mestu poljubom je štet zadnji stih in utihnil
Hvala lepa. Hvala. David Mozetič na saksofonu. Krasen nastop, skladbo Sivo mesto smo slišali, Tatjana Mihelj pa je v naši današnji glasbeni družbi. Tatjana, skladba je bila neko logična odločitev po tvojem nastopu v šovu Nova zvezda Slovenije, kjer si med drugim zaročila tudi svojo dolgoletno partnerico Majo in menda ta trenutek na televiziji ni bil planiran. Mogoče nam lahko malo obodiš ta spomin na ta trenutek. Ja, res je tako. V bistvu v zakulisju, ko smo čakali svoje nastope, je bila debata, se veš, razne stave gor dol in med drugim sem tudi jaz izrekla, da če zmagam na tem šovu, da se bova zaročili. In to je novinarka, mislim, da Planeta TV slišala in iz tega je pol nastal velik dogodek in nekako, ko sem šla na oder in zapela te prelepe mlade oči, je bilo potem nekako logično nastavljeno, da v tistem belem rekelcu pridem do Maje in jo nekako zaročim. No, tako da. Zelo lepo, si to en tak lep velik aplavz zasluži. Hvala lepa. Zaroka se je zgodila, je pa žal po roki prekrižala načrte tragična novica, ko vaju je zapustila vajina psička Inja. Zdaj nobena skrivnost ni, da sta obe z Majo veliki ljubiteljici živali. Osrečuje vaju tudi vajina Jona. Kje je danes? Kje ste jo pustili? V pasjem vrtcu svoje pustile, tako da. In se tam igra s svojimi štirinožnimi prijatelji. Tako, s prijateljico, ja. No, prav kmalu bova rekla tudi nekaj o festivalih, pa vendar, da verjamem, da je eden od festivalov, na katerem se zagotovo vidiš tudi, predvidevam, slovenska popevka. Če že deluješ verjetno v tej smeri, si verjetno tudi želiš nastopiti na tem odru, ne? Vsekakor, to je moja velika, velika srčna želja. To je res en krasen festival, ker pevec, ki lahko poje ob živem big bandu, ob živem simfoničnem orkestru, to je res eno tako krasno doživetje in tudi zato si želim nastopiti na slovenski popevki, oziroma na popevki. Zdaj v bistvu popevki, tako, hvala, ker si me popravila. Kakšna je skladba, s katero bi želela nastopiti na tem festivalu? Kakšne elemente ima? Kakšna je najbolj taka, da je tebi pisana na kožo? V bistvu te pesmi, ki jih zame piše Žiga Pirnat, tako Plesu dežju kot nova, ki bo išla z naslovom Žarim, so pravzaprav pisane meni na kožo. Ne vem, z malo sreče upam, da mi res rada. No, seveda bomo to skladbo slišali tudi, ne to za slovensko popevko, ne, oziroma popevko, ampak tudi tisto, ki so bili nekako del glasbenega festivalskega abonmaja. Eden izmed večjih tvojih kariernih mejnikov je zagotovo tudi suverena zmaga na Melodijah Morja in sonca 2021, skladbo Plesu dežju, seveda, en velik aplavz. Nepričakovana. Tako. Takrat je s tabo dihal ne samo auditorij, vendar tudi celotna Goriška. In s tem tvojim nastopom, kakšne spomine imaš na ta trenutek festivalski? Moram priznati, da so ti spomini res krasni. Ne vem, če obstajajo besede, s katerimi bi lahko opisala, da se je res zgodila ta velika, velika zmaga. Pravzaprav ne vem, kaj bi rekla, ampak če boš verjel ali pa ne, sem rabila skoraj leto, da sem dojela, kaj se je zgodilo. In seveda tudi ta skladba je dobila tudi več variacij in tudi med nami je tudi, torej kot sem prav razumel, avtorica tvoje italijanske različice. Paola Rosato, tako, ki je tudi v naši družbi. Bomo pa seveda tudi to skladbo slišali v nadaljevanju našega druženja Plesu dežju, zmagovalno skladbo Melodij Morja in sonca 2021 z našo Tatjano Mihelj. Tatjana, izvoli. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja, bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj.
podoba, ki pleše na ulici v dežju, se vrti od roba do roba, kot ta lepti. Nad cincami ceste brez strahu izgibi riše v zrak, nek novi svet, kjer je brez napak, v katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Čas zlil se je z vodo, za njim je ostala mokra sled. V dežju je našla svobodo kot v snu, pozabila na ves svet, izgibi riše v zrak, nek novi svet, kjer je brez napak, v katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Ne zanima je, kaj bodo rekli ljudje, ona je tu in zdaj, kamor hoče tja gre. Ko upira korak mimo praznih izložb, riše zgibi v zrak slike novih podob. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj, ozrla nazaj. Risala je nek novi svet. Hvala lepa. Hvala. Grazie. Odlična Tatjana Mihelj je bila z nami, predstavila nam je zmagovalno skladbo Melodije morja in sonca 2021, Ples v dežju. Tatjana, pri tej skladbi si sodelovala z Žigo Pirnatom. Kot tudi, in kot si rekla, skladba je dobila tudi italijansko različico, z nami tudi avtorica italijanskega besedila. Nam lahko en košček te italijanske različice tudi predstaviš tudi danes? Z veseljem, z veseljem. No, da slišimo. Balla sola con le nuvole, prende in volo le sue favole, lascia indietro ombre e polvere, guarda avanti, non si volta più. Paola Rosato. Odlično, to je bila torej en košček italijanske različice tvoje zmagovalne skladbe. Se ti zdi,
da si se v tej skladbi sprehodila do drugačnih žanrov? Je bil to kakšen tak skok iz cone obdobja mogoče zate? Ja, bil je, ker to ni, bom rekla, tako enostavna pesem, tako da pri tej pesmi recimo ne obstaja, da boš lahko zapel tako mal po krivinah, bi se reklo, ne. Ker prav recimo, da zadnji ton, ko se dvigne refren, tukaj ni, bom rekla, razmišljanja in držanja nazaj, treba se je spustiti v ton, odpreti usta in to ti mora zazveneti. No in to je zazvenelo tudi dobro, tudi naša današnja publika nagradila z aplavzom. Je bila ta zmaga na nek način vzpodbuda zate, za tvoje nadaljevanje samostojnega dela? Videospot si tudi posnela za skladbo Ples v dežju, krasen mimogrede. Je bil pa to tudi tvoj prvi videospot? Ja, to je bil v bistvu moj prvi videospot, to je bila pravzaprav tudi nagrada, ne? Za zmagovalno pesem Auditorija Portorož. In ja, praktično je bila ta zmaga neka potrditev za vsa ta leta na moji glasbeni poti, da nekako delam prav in da sem na pravi poti in da je to v bistvu, čeprav nisem na začetku, nek začetek večje poti, večje, bom rekla, večje prepoznavnosti po celotni Sloveniji in ne nazadnje tudi v Italiji. No in prav na to temo bova rekla v naslednjih minutah. Nekako novo poglavje, nove skladbe so prišle. Lansko leto si izdala tudi svojo prvo malo ploščo, Kliše, na kateri najdemo tudi nove skladbe, pa tudi angleške in italijanske preobleke, del katere smo slišali tudi v preteklih minutah. Se s temi tujimi različicami želiš približati tudi, kot si rekla, italijanski publiki, oziroma tudi se spogleduješ tudi s tujino na ta način? Ja, vsekakor. Prav avtor angleške različice Ples v dežju, Charlie Mason, poznan tekstopisec svetovni za Eurosong, zmagovalce, med drugim je napisal besedilo za Conchito Wurst, ki je, to boš ti vedel, natančno letnico, kdaj je zmagala. 10 let nazaj, okay, na mojem prvem Eurosongu, tako. Torej, prav on me nekako spodbuja, da naj pridem tudi na ta angleški trg, da ne grem na Eurosong, da sem prava za Eurosong in tako naprej, ampak ne vem, pustim se presenetiti, da mogoče me nekako prevzamejo drugi občutki in res ta želja, da grem na Eurosong, ker ta Eurosong, ki je danes, ni prav meni pisan na kožo. Eurosong, ki je bil recimo meni pisan na kožo, je bila zmaga Marije Šerifović, recimo to so moje pesmi, meni pisane na dušo. Ko je bila pravzaprav glasba tista, ki je bila v ospredju. No, ampak seveda bomo pa se počasi premaknili tudi k naslednji skladbi, ki je pravzaprav kar posebna. Jo javnosti predstavljaš prvič. Govore seveda o pesmi Žarim, ki jo poslušanje pošiljaš prav kmalu. O čem govori skladba Žarim? Ja, moram priznati, da je v bistvu Žiga Pirnat nekako, kaj bi rekla, moj srčni glas, pravzaprav. Ko on napiše besedilo, jaz kar ne morem verjeti, ker se mi zdi, kot da sem ga jaz napisala, kot da bere moje misli, moje sanje, moje občutke, počutje. In nekako sva povezana na nezavedni ravni, moram reči. Očitno ta glasbeni del zelo dobro teče in predlagam, da si jo privoščimo danes, torej premierno, tukaj v našem Robinovem koncertnem studiu. Vsekakor, ja. Pesem, tudi ta bo posneta tako v angleškem kot v italijanskem jeziku in tudi tokrat sta avtorja teksta angleškega Charlie Mason in italijanskega Paolo Rosato. Se pravi, preverjena ekipa. Ja, tako. Ekipa da taka. Tako. Predlagam, da si jo torej skupaj tudi privoščimo, torej neposredno iz Robinovega koncertnega studia, z nami Tatjana Mihelj in njena nova skladba Žarim, ampak v akustični preobleki seveda. Včasih se ozrem nazaj na tiste stare čase, ko nisem vedela zakaj, nisem verjela vase, v
mestu, ki venomer drvi in stran nam ne pusti. Zato veš danes, tu in zdaj živim. Verjamem vase in žarim prek temnih mrzlih zim. Ne ustavljam, ne ugasnem, brez strahu letim. Verjamem vase brez meja, verjamem za oba, kar diham, kar čutim, vse je glas srca. Vodila me iz blodnjaka sanj je tvoja nežna roka, držala mojo mrzlo dlan, dlan plašnega otroka iz mesta, ki venomer drvi in stran nam ne pusti. Zato sva danes tu in zdaj luči. Verjamem vase in žarim prek temnih mrzlih zim. Ne ustavljam, ne ugasnem in brez strahu letim. Verjamem vase brez meja, verjamem za oba, kar diham, kar čutim, vse je glas srca. Zdaj hitreje od svetlobe, žar, ki greva do neba. Vesolje je z nama, ker sama zase sanjava. Verjamem vase in žarim prek temnih mrzlih zim. Ne ustavljam, ne ugasnem in brez strahu letim. Verjamem vase brez meja, verjamem za oba, kar diham, kar čutim, vse je glas srca. Verjamem vase in žarim prek temnih mrzlih zim. Ne ustavljam, ne ugasnem, brez strahu letim. Hvala lepa. Hvala. Žarim in Tatjana Mihelj, premierna izvedba nove skladbe, ki še prihaja. Mislim, da si to zasluži en res velik aplavz za to krasno izvedbo. Hvala. Ta izvedba ne bi bila tako dobra, če ne bi bilo tako dobre publike, veš. To je tudi res. In mojega dobrega benda, odličnega. No in prav tja gremo, proti tvojemu bendu. Danes te spremljajo res eni krasni mladi glasbeniki. Mislim, da je prav tudi, da nam jih predstaviš. Kdo te spremlja na klaviaturah, saksofonu in na kitari? Bom začela kar na moji desni. To je vsestranski glasbenik Blaž Pahor. Upam si trditi, da boste za njega še slišali tako v širšem merilu. Naslednji, tukaj je za mano, je še nepolnoletni Gašper Grm, ki je naredil sprejemne izpite letos na konzervatoriju v Ljubljani in odhaja na jazz oddelek, tako da tudi on se bo pojavljal na slovenskem trgu zagotovo. In ne nazadnje tudi veliki saksofonist David Mozetič. Otroci imajo to srečo, da je učitelj na glasbeni šoli in da bojo lahko zrasli v dobre glasbenike pod njegovo taktirko.
Tako. In definitivno predvidevam, da jih boš ohranila tudi blizu sebe, mislim, v družbi tako dobrih glasbenikov, verjamem, da marsikatera glasbena zgodba se kar rodi, verjetno, kaj ne? Tudi predvsem na takih priložnostih, kot je današnja, recimo. Ja, se je pravzaprav naša se je kar nekako rodila, ne? V bistvu združili smo se za eno poroko in za koncert, ki smo ga imeli v petek ob 60. obletnici Krajevne skupnosti Nova Gorica, in moram reči, da smo se pokonektali, ne, če uporabim tu izraz, in to je to. Kadar stvari tečejo brez, da se karkoli govori, sploh v glasbi, mislim, da nima smisla iskati kaj drugega. Praznuješ, nekaj imaš skupnega z Radijem Robin, praznuješ torej 30 let svojega glasbenega ustvarjanja. Imaš že morda kakšne načrte, kako boš obeležila ta poseben moment svoje glasbene poti? Ja, seveda imam načrte. Upam, da se bojo tudi uresničili, namreč pripravljam veliki koncert. Točnega kraja oziroma lokacije v Novi Gorici še ne vem, ampak zgodilo se bo tako, da bom v bistvu povabila glasbenike tudi z druge strani meje. Če bo res uspelo sodelovanje skupaj z Valterjem Sivilotjem, in potem bo povabljena tudi Paola Rosato, ona je namreč tudi kantavtorica. Ta naveza v bistvu traja že zelo dolgo let, nekako nas je to vse skupaj povezalo zgodbo s Kulturnim domom in Igorjem Komelom, tako da ja. Se nam obeta eno krasno praznovanje. Gotovo, na tej in oni strani gotovo, ker tako kot je nastala ta povezava z bendom, s temi fanti, je nastala tudi povezava z Igorjem Komelom, in kot sem že rekla, traja to res že po moje kar nekaj 10 let ali pa še kaj več. No, naše glasbeno druženje gre tudi danes počasi k koncu, ko se imaš lepo, seveda čas mineva najhitreje, seveda ne bomo šli mimo skladbe, ki, če že govorimo o obletnicah, prav letos praznuje svojo 25. Seveda govorimo o skladbi Dlan okrog srca, s katero si se predstavila tudi na slovenskem evrovizijskem predizboru EMA 99. Je bila ta, bom rekel, obletnica povod, da skladbo ponovno poneseš med ljudi? Pravzaprav ne. Povod je bil prav ta Robinov koncert, ko predstavljam svoje pesmi, in porodila se mi je ideja, da nekako ponovno obudim pesem Dlan okrog srca, namreč nisem je pela od leta 99. Je to zdaj prvič, ko je boš? Res? Tako. Zato posebna priložnost. Zato posebna priložnost. Tako torej, v drugačni obleki jo boš torej danes predstavila 25 let kasneje, Dlan okrog srca in Tatjana Mihelj, in upam, da ne zadnjič in edinkrat. Tako. Sigurno, da ne. Izvoli. Kjer lahko vidi se, kaj je svet od sebe dal, kjer lahko se izve, kaj ljudem bo dal, kaj bo kdo sanjal, vzemi si svoj obraz neba, vzemi si spusti. Dan je zarja vzela k sebi,
polne zvezde, tisoče oči, kjer lahko vidi se, kaj je svet od sebe dal, kjer lahko se izve, kaj ljudem bo dal, kaj bo kdo sanjal. Vzemi si svoj obraz neba, vzemi si, kar te ljubiti zna, vzemi si, kar lahko ti da, dlan okrog srca. Vzemi si svoj obraz neba, vzemi si, kar te ljubiti zna, vzemi si, kar lahko ti da, dlan okrog srca. Hvala lepa, hvala lepa. In smo jo slišali, torej dlan okrog srca 25 let po tem, ko jo je Tatjana prvič predstavila na Emi. Jaz ne vem, kaj si čakala toliko časa, ker se je to slišalo res krasno. Jo lahko nagradite še z enim aplavzom. Hvala, res hvala. Ampak 25 let nazaj sem bila nekako še zelena in mogoče na nek način nedorasla tem velikim modrom. Tako da vse se v življenju zgodi z namenom in tudi ta pesem se je zgodila z namenom takrat in z namenom zdaj. Da jo predstaviš tudi zdaj. Tatjana, to je pravzaprav to. Res bi se ti radi zahvalili za tvoj obisk, tebi in tvojim članom tvoje ekipe, tvojega benda za ta en res krasen večer. Želimo ti obilo uspehov o praznovanju tvoje 30. obletnice delovanja. Gotovo. Hvala za vse čestitke. Sigurno boste zraven. Absolutno. To se bomo že dali zraven, če ne drugače. Definitivno je to velika želja, poleg vseh ostalih. In res iz srca hvala, ker ste me povabili. Z veseljem. In se spomnili name in v tem momentu bi se rada zahvalila tudi fantom, da so prišli in da so me spremljali, ker brez tebe ni mene in mene tudi danes brez njih tukaj ne bi bilo. To je pa en tak res lep zaključek tega današnjega druženja. Hvala ti še enkrat za obisk. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalke, kot tudi obiskovalci in obiskovalke v našem Robinovem koncertnem studiu. Hvala vam, ker ste bili z nami. Za vse tiste, ki si želite biti del tega radijskega glasbenega doživetja, skočite na robin.si, izberite izvajalca, ki ga želite videti v živo in praznujte z nami. Za danes pa je bilo to. Jan Vehar sem bil v vaši družbi. Imejte se kar se da lepo in se vidimo in slišimo naslednjič. Robinovih 30. VIP koncerti Radia Robin. Tatjana Mihelj in Jan Vehar. Najbolj intimno glasbeno doživetje.